začeli, upam, da ste imeli lep pogled gor in da so malo pokukali ali celo prebrali knjigo dr. Tomaža Lazarja, ki je zelo tako prebojno delo na slovenskih tleh in v našem vedenju o oklepih res razširja obzorje. To je zelo fajn zadeva. In danes sem tukaj z doglednim prijateljem in kolegom Aljažem se zmenila s Tomažem Lazarjem, da malo pokažemo ene stvari iz knjige tudi v praksi. Ker je čas malo omejen in smo razdeljeni v dve skupini in ste vi na eni strani in mi dva tu, sva morala izbirati tehnike, tako da boste vi dejansko še nekaj videli. Ne bi namreč želel kazati tehnik bojevanja, kjer bi vi morali biti malo bližje, zato ker se pač manipulacije udov nasprotnikov tako naprej se dogajajo na malo ožjem prostoru in bi včasih kakšna stvar zgledala tako, kot da če bi vam jaz na razdalju pokazal, kako se čevelj zavezuje. Pač tam na oni strani verjetno mojih vozlov ne bi znali tako dobro prepoznati. Zato sem pa zbrala nekaj tehnik iz treh orožij, treh značilnih orožij za boj v oklepu, sulica, meč in bodalo. In malo temeljiva na tem, kaj oklep dejansko ni, kar vidimo v filmih mogoče. To je ena taka prostor, kjer se vsi najdemo, vsi smo gledali kakšen film, kjer se bojujejo z oklepi in imamo neko predstavo, kaj to je. V knjigi preberete, kako je oklep narejen, s kakšnim namenom so določene zadeve skupaj ali vezane ali skupaj sodelujejo za dobro gibanje. Namreč oklep je obleka, jeklena obleka, v tem nekem pozno srednjeveškem času, ki omogoča ne samo zaščito telesu, ampak je obenem tudi svojevrstno orožje, kar bova tudi pokazala. Človek v oklepu, ko ima jeklo na sebi, si lahko privošči tudi s telesom marsikaj narediti, kar se brez oklepa ne bi mogel narediti. Izpostavljala bova tudi tipične tarče za priboj v oklepu, ker namreč udrihanje po nasprotniku z mečem ne prinese neke večje koristi. Prinese korist nasprotniku, zato ker jaz se utrudim in moram stati blizu, da ga lahko dosežem, kar pomeni, da imamo naravno tako bližino, kaj meni naredi. To bomo opredelili in vesel sem tudi, da bomo za to uporabili vir, ki je tudi svojevrsten preboj na slovenskih tleh, namreč prevod in komentar Zigmunda Ringeka, to je mečevalski mojster iz 15. stoletja in to je pri založbi Harnik prevedal in komentiral Igor Sancin, tudi hemaist, prijatelj in kolega. Še bolj dobro naključje pa je, da je človek, ki je oblikoval to knjigo in tudi prispeval ilustracijo Martin Fojan, tako kot za knjigo Tomaža Lazarja, in v prejšnji skupini je to bil Gorazd Žagar, ki je pa v tej knjigi dejansko služil kot model za bojevanje v oklepu. Tako da to je ena taka lepa povezovalna pozičina tudi za en prikaz. Čeprav se mogoče jaz osebno veliko bolj ukvarjam z urbanim bojevanjem 16. in 17. stoletja, civilni sferi, niti ne več toliko v oklepih, ampak kljub temu mislim, da je še en tak lep čas, še ena taka lepa okoliščina, da bi nekaj izkušnje z vami in Aljažem so tukaj, da malo popestriva stvari. Kot rečeno, tule se midva ne bova bojevala. Zakaj? Zato, ker ko se bojujem proti nasprotniku, se moramo osredotočiti na nasprotnika. Tukaj ste pa pomembni vi. Vi ste to prišli pogledati in malo kakšno stvar spoznati in se je zelo težko zares bojevati z nekom in hkrati komentirati nekomu na tej strani. In še po možnosti tako biti postavljen, da se dejansko kaj vidi. V redu? Tako da izbrane tehnike so tehnike dvoboja. Ne gre za bojevanje v bitki, ki je mogoče malo manj subtilna in ne gre za bojevanje peš očitno. Mislim, bojevanje na konjskih hrbtu je malo drugačno. V redu, zahvaljujem se tudi Maticu, ki bo moj sufler. Tamle namreč za vsako tehniko imam napisanih enih par podarkov in bom skakal tja gledati. Vnaprej bom pa govoril, kaj bo vam midva dejansko pokazala. Ker mi je res do tega, da tudi mogoče, če vam pozornost preusmerim, daj pa rečem, pogledajte zdaj njegovo roko ali pa pogledajte, kako stoji moj komolc. Boste lažje razumeli eno izkoriščenje fizikalnih zakonitosti, ki jih bojevanje v oklepu pač potrebuje. Ok, zdaj pa sem rekel še tarče.
Razlika med to upravo in to upravo je precej očitna. Jaz nimam čelade, pač moram kaj še povedati. Nimam rokavic, zato da lahko opazujete, kako so moji prsti postavljeni in nastavljeni, kako kaj primem, kako se premikajo dlani in to je pač fino zavideti. Aljaž ima čelado, ta reža, ko je spuščen vizir, je pač tista ena od očitnih glavnih tarč, ki jo je pa tudi izjemno težko zadeti. Aljaž je pa tudi izkušen bojevnik in mu zelo zmanjšano in omejeno vidno polje še zmeri omogoča dovolj, mislim, njegove izkušnje še zmeri omogoča, da se on lahko bojuje. Predstavljajte si, da vidite tako, nekako tako kot Clint Eastwood. Če takole gledate, ne vidite, je vaše vidno polje, tole, kar je okrog, je izven vašega vidnega polja. In tam so tudi moje roke, moje orožje, moji stavi. In on še zmeri mora vse to vedeti, kaj se dogaja. Potem Aljaž ima tudi bevor in gorže skupaj. Ta del oklepa varuje pred napadom od spodaj v glavo in varuje rak. In tam, kjer ni plošnega oklepa, ni jeklene oklepa, tiste odprtine ščiti verežnina. Tukaj pod pazeko, zadaj rama in recimo spredaj pod pasom. Drugač pa tarča je tudi ena lušna tarča, je pa tudi zadaj za korenom, gležni in tako naprej. Ker smo v sodobnem prostoru, so se tudi odločila imeti sodobno obuto, ker usnjeni podplati bi tukaj verjetno bila drsalnica in za neke prikaze pa mi dva malo raje bo oprijeli. Tako da pa pod koleni, tisto, kar je pod koleni, ni del te demonstracije. No, še kar sem to približno porisal, kakšna je situacija, se lotimo kar prvega orožja, ki je sulica. In zdaj, če rečete, zakaj, če sem rekel sulica, zakaj imam potem dve palici, zato, ker tukaj bom nekako računal na vašo percepcijo, da je pač tukaj ena sulična ost. In zakaj pa ne bi mogla biti sulična ost? Vse mečasta jeklena, vodalasta jekleni, zakaj pa še sulica ne? Zato, ker, če sem jaz na razdalji, in želim demonstrirati in zraven komentirati, in želim to tako narediti, da pač vidite stik s ulico. Če ni z moje strani dovoljšne sile, da tisto sulico drži, bo to izgledalo tako. In za vas to ne bo ravno apetitli, ker ne boste vedeli, kam točno jaz to zdaj merim. Če pa jaz povečam silo, gledajte, oklep je narejen tako, da stvar zdrsne. Oklep je zaobljen z namenom, preusmerja. In tudi to vam mogoče ne bi bilo ravno, bi to znal biti moteč faktor za vas, da takole poslušate. Za Aljaža bi bil pa še bolj moteč faktor, če bi ost zdrsna in bi se zapičila nekam vam. Tudi nadomestki iz umetne mase, ki jih sicer kanonisti uporabljajo, ta je poljskega izvora, pri svojih treningih, brez oklepa. Ni v redu, zakaj? Zato, ker pač se zvija in takoj preusmeri kot. Tudi tukaj ne veste, kam točno sulica zdaj kaže. Zato so se odločili za palici in vi pa se boste delali, da se posmeri. In gremo kar na prvo tehniko, kjer bom izpostavil. Ja, kako je fajn, če imaš oklep oblečen in če parafraziram avtorico Elo Peroci, čigar bližnik je bil lahko balon, Aljažev oklep je lahko orožje. Jaz bom vodil iz visoke preže, to je visoka preža, Aljaž je pa zdaj v spodnji preži. Mislim, da je nomenklatura precej samogovoreča. Tukaj je meni zelo naravno zabadati tjale v tisto režo, tam sredi, ja. In Aljaž bo to preusmeril. Preusmeril pa tudi tako, da bo moja sulična ost pri njegovi podlakti. In kar je on oklepu, se bo odločil to izkoristiti. Vidite? Udaril je stran praktično. Če nimate oklepa in udarite po enem štilu, bi znalo zaboleti. V oklepu si to lahko privoščite. Zato je tudi oklep ena ključna stvar. Vendar, tukaj se je izpostavil. Zdaj pa tukaj opazujte, kot smo prej rekli, kjer tarče so, kjer tarče pri tem Aljaž izpostavil in je dejansko v mojem dosegu.
in tja bom šel. Zdaj je Aljaž zelo lepo pokrit, zelo malo uporabnih tarč. Tale pa ni, tale odkril je to. In kakšna je zdaj aplikacija? Sem notar zadrem sulico in Aljaža porivam, dokler ne pada na tla. Seveda, jasno, svojega prijatelja ne bom zapadal pod pazuho. Če ste se kdaj nasedili pod pazuho, veste, da to zelo boli. Če pa sulična ost, je pa tukaj še nekaj. Ko se sulična ost zadreva verižnino, se verižnina krasno drži na mestu. In to je en tak ključen vzvod, da jaz Aljaža, ko ga odrivam, mu spodbijam ravnotežje. Dejansko ga probam sesuti z nog. To je glavna značilnost bojevanja v oklepu. Ni odrihanje, ampak je to, da nasprotnik vzame ravnotežje. Želim, da se nasprotnik več ukvarja s svojim ravnotežjem kot z mano. No, in po nekaj korakih, ko se jaz zaletim kot lokomotiva van, bo padel po tleh, in ko je nasprotnik enkrat na tleh, potem jaz pa nadvim sulico, mislim, da smo tam. Če mi pa uspe verižnino prepost, sulična ost tudi to lahko naredi, pa moramo vedeti, da tule skozi podpazek pridem direktno noter v notranjost, med rebra, notranjost prsnega koša, do vseh notranjih organov. To je to. Pa še nekaj, to je pa tudi v prejšnji skupini sem omenil, zgodilo se je prijatelj angleškemu hemaistu. HEMA je akronim za Historical European Martial Arts. Nekako to je to, kar se mi gremo. No, skratka, delala sta s plastičnimi enoročnimi meči, torej plastičnimi. Šlo je pa tako, da njegov nasprotnik je odvrnil njegov meč in je v napadu zadev pod pazuho, ampak je bila sila tolikšna pri treningu, da je temu prijatelju kolapsiralo pljučno krilo. Zaradi tega pač, zaradi te sile, zaradi tega udarca. Tako da to pod pazuho je zelo dobra tarča. No, evo, to je recimo ena taka tehnika pri sulici. Če gremo naprej, vidimo tudi, da sulica ni samo ena velika pikada, oziroma en velik zapotrebec, ampak je tudi orožje, s katerim nasprotnik manipulira svojega nasprotnika in orožja. Kaj bomo naredili to? Jaz bom napadal iz spodnje preže sem, Aljaž bo odvrnil mojo sulico in bo z manipulacijo enostavno šel čez mojo sulico v moj obraz. Spremenil bo prežo, iz spodnje bo šel visoko in zmanipuliral sulico. Bo pa povedala, kaj to pomeni dejansko zmanipuliral sulico. Pravi, jaz sem tukaj, Aljaž me bo pa na vašo stran odvrnil, zato da boste vi lepše videli, in zapadl, tako. Če vidite, zdaj bo še enkrat predila, pa dajte malo pozvati, koliko njegove sulice gre čez, koliko moje. Tole vidite, nekaj, čemer se reče, močen del gre čez šiber del. Tudi kot če pometate, prej, ko so bili tukaj otroci, sem rekel, da je za boji v oklepu izjemnega pomena naučiti se pometati. Zato, ker imamo metlo v rokah in tisti del metle, ki je bliže mojim rokam, je močnejši del. Ker tisti del, ki je pa bolj stran od mojih rok, tisti je pa šiber del. Šiber del, močnejši del. In Aljaž, ki je dvignil v visoko prežo, je s svojim močnejšim delom sulice manipuliral moj šibkejši del in šel čez. Ok, to je bila taka. Tukaj imamo Aljaževo spodnji preži. Zdajle je tukaj ena zelo lepa tarča, ampak je najdlje od mene. Ta tarča je komolc. Tudi brez oklepa, če manipuliram komolcem sprotniku, stvar je pri naših nadlakti je ta, da pač ima tako dolžino, kakor ima, ni elastična. In ko pač komolcem odmikam, komolc odmika ramo, rama pa gre na trup in potem je vse skupaj tako. No, in to je zelo lušno, sam je čist tam nezadej. Jaz moram biti mimo njegove osti, mimo njegovega oklepa, mimo tega morilskega stroja, in ki je motiviran, pač, da mi kaj škoduje, da pridem do tiste zadeve. In to bi naredil pač svojo manipulacijo.
šel bom v visoko prežo in pač iz napada, Aljaž me bo napadel. Jaz zmikam, grem v visoko prežo, grem čez in ista stvar. Spet, zapadam in posuvam, porivam in nižam njegov pač nasprotnika, ki bo pač na neki točki izgubil ravnotežje in bo padel v znak. In takrat je moja pač zaključnica taka je. Okay? Aha, in tukaj je še ena zelo značilna in zelo vredna tarča. Skoraj tako vredna kot glava. Nosilna dlan. Dlan, v kateri nosim orožje, ne dominantna dlan. Če nasprotnikov ne sposobimo to dlan, nasprotnik tega orožja ne more uporabljati, ne, je onesposobljen. Hkrati pa nasprotnik ni nepovratno poškodovan. Sploh imamo zelo detaljne in zelo specifične kodekse bojevanja, sploh v dvoboju, sploh v kakih zadevah ali v kakih feh šulen, kjer je bilo narobe in celo kaznivo človeka poškodovati, ne bom rekel nepovratno, ampak zelo. In to je precej težka stvar. Kar se bo zgodilo je to, da bom zdaj jaz napadal iz visoke preže, v istem tempu, se pravi steso tempo, bo pa Aljaž deloval na moja dlan in deva se obrnem, zato da se bo večje videlo. In opazujte, ko bo deloval na mojo dlan, jaz bom probal zadrževati. Jaz se mu ne bom puščal samo zato, ker je moj prijatelj. Ampak opazujte, kakšen vzvod dela ta gib, kakšen vzvod bo delal na moje telo. Zadržujem, ampak ne gre. Ne odvika. Zdaj si pa predstavljate, da je bila to sulica in od moje daljine bi veliko ostalo. Pač v neki fazi pa celo se lahko spet nazaj. Ampak brez dlani. Zdaj upam, da je to, zdaj tele 4 izbrane tehnike pri sulici nekako indicirajo ene postulate, ene temelje bojevanja v oklepe. Ni samo v sulici ali zabadanje, ni bog ne da metanje, ni kaj tazga, ampak gre za en precej šah je to. Tukaj, ko ste vi na eni strani, se midva niso želela prvoščiti praktično dejansko iskati prostor in odprtine drug okrog drugega. To lahko samo demonstrira s tem, da narediva v eni preži pač, kako človek išče odprtino. Ampak tukaj, če ste na eni strani, veliko ne boste videli. Zato pač so neke izseke iz tega bojevalnega. Zdaj gremo na drugo orožje, ki je nekako skorda v ikoni oklepljenega bojevnika skoraj najbolj značilno. Meč. Tako. Kar se z mečem ne počne po oklepu, je točno to, kar se verjetno mogoče najbolj vidi v filmih. A smem, Aljaž? Z mečem ne počnemo tega, po glavi ga ne bom tega, ampak nima smisla, ker je oklep je pač zato narejen in tak je narejen, da take stvari, take ideje odvrača. To niso dobre ideje. Vse, kar naredi spet, je to, da se jaz zadiham in ostajam v njegovi razdalji in on lahko deluje. Seveda, oklepi, daleč od tega, da oklepi niso narejeni taki, da bi midva dejansko lahko uporabljala meč kot zelo spet. Se pravi, če ne izmenjava par udarcev. Niso ravno tako, kot dva tovstelja na kotalkah. Še zmeraj se lahko vidijo, ampak nima to smisla v tem kontekstu. V bitki vsekakor, ampak tam je kontekst drug. Ali pa dejansko, ne vem, na konjskem hrbtu so ti gibi možni in dejansko uporabni. Tukaj je malo drugače. Kako pa meč uporabljava tukaj? Tukaj so se vidva izpostavila en vidik in to je, meč uporabljava kot sulico.
ko meč preprimem, temu se reče halbschwert, oziroma preprijeti meč, in tukaj nasprotnika manipuliram, še zmeri lahko zapadam, še zmeri lahko delam stvari. Ampak ima to malo smisla. Za mojim mečem je moje telo. Če stopimo malo bližje, kaj hočem tu povedati? Recimo, pokazal bom eno tehniko, malo kasneje, ko recimo, ne vem, odmika meč in tukaj na tej točki dejansko moje telo v oklepu končuje to tehniko. Nasprotnika podrejena ta in tako naprej. Ok, da začnemo. Ko bom v zgornji preži, to je spet zgornja preža in to je spodnja preža. Vse jih je še več, samo ti dve ste najbolj vidni, pa mislim, da tudi vi najbolj to vidite. Ko sem v zgornji preži, vidite, da od spodaj tukaj je odprtina. In Aljaž bo to odprtino želel izkoristiti, pa če češ nakazati, v moj obraz, tole. A vidite, jako neprijetna stvar, če pridem pa me. Jako neprijetna stvar, če pridem mi. Kako bi jaz to zdaj se tega losil? Seveda, lahko spuščam prežo in odmikam meč, ampak pri tem je zelo krasno, ampak je defenzivno. Jaz želim pa si narediti nastavek, izkoristiti ga ugib, zato da lahko jaz odgovorim takoj z napadom. To je poanta bojevanja. To tudi viri pravijo, nekako bi bil prosti prevod, tisti, ki samo brani, malo zgubi veselje do bojevanja. Kar ga pretepe. Ne može samo braniti. Kaj bom pa naredil, pa to, s svojim mečem bom deloval na tale stik Aljaževe dlani in podlahti. Tule. Te boli. Ko se s svojim mečem... Lahko samo eno stvar vprašam. Zakaj se bojevnik ne ureže, ko prime meč? Zato, ker ko prime meč, ne drsam, ne žagam, ampak držim na enem mestu in to je čisto redno. In se ni to ostro, da bi se kar porezal? Ne, tele meči niso tako ostri. Kako bi se uporabljali takrat tudi sredi neko? Ja, ker s temi meči niso rezali, to ni bil nož, da bi morali. Vse so bili ostri v neke mere, ampak ne. Zdaj se pa meč uporablja tako kot sulica, če pa bi lahko sulico uporabljal? Ker nima več sulice, iz kakršnega razloga, da je več nima. Sicer imate ravno v knjigi Tomaža Lazarja, imate Halhoferjevo ilustracijo bojevanja v ringu, v odrejenem prostoru. To gre za sodni dvoboj, kjer ima nasprotnik sulico in meč. Ampak to je specifičen način bojevanja, ki bi mogoče zahteval en drug. Ok, se pravi, deloval bom tamle na njegovo roko, da ga bo zabolelo. Prekinil bom njegov napad, s tem, da mu povzročim bolečino. Odmaknil ga bom dol, znižal ga bom, zato da približam njegovo glavo. In zaradi tega se bo pač odprla podpazdava. Zveni malo komplicirano, ampak zdaj stop pa bliže, da bo videl. Zveni malo komplicirano, ampak moram to delati, zato da lahko pride do zadetka in jaz ostanem varen. Poanta je v tem, da jaz bi rad domov prišel. Ok. Tako, dol, grem dol, spustim svoj glavič in tukaj ležite, se moja špica dejansko poravna z njegovo ramo in samo zabodem in grem. Ista stvar kot sulico, sem pojasnil prej, kako je podpazdava občutljiva, karkoli se zgodi, mislim, da tukaj moj kontrapad je uspešen. Gremo naprej. Malo. Tudi, spet gremo na isto, na podobno stvar, tukaj le gre pa za to, kako hitro se giba človek v oklepu. Ni tako zelo počasno in tukaj le bo s tem potegel. Napadal bom z visoke preže, da se lepo vidi, Aljaž bo odmikal na eno stran, jaz bom pa potegnil meč, šel okrog njegova meča in zabadal v odprtino. Tukaj le vidite. Ja? Spet. Tole je v oklepu, vidite, ni ravno neka počasnena. Je pa nekaj res. Nasprotnika moram
okupirati z grožnjo, sicer, če tega ne bom naredil, recimo, če bi jaz tam samo ostal, bi jasno boš dobil kakšno idejo. To je čisto improvizacija, ampak ne, čas, ali boste pa še enkrat, to, ja, pač nekaj, ne. Gremo naprej. Aha, kaj se pa zgodi, ko se jaz spomnim, da moja roka ni pritrjena na moje rezilo, da smem odmakniti roko. Ne? Ta drugo roko mogoče je malo večje, ampak to roko pa lahko. Ne? Bodem iz visoke preže, Aljaš odvede na stran in gre v visoko preže in želi mene. Zmeri priprijet meč, sam priprijel sem njegov meč. Ali je to mojemu cenjenemu nasprotniku všeč? Niti približno, zato bo, ko bo videl, ker to pa je vidno, ne, da pred njim spustim meč in zagrabim njegov meč, vidi pa čuti, takrat mu bo verjetno njegov izkušen nagon dal vedeti, umakni se iz razdalje. In bo umaknil to nogo izven moje razdalje. Obenem bo pa hotel svoj nadzor na svoj meč nazaj. Ne? Ampak pri tem se je odprl in je pač dobil v drugo ramo. Ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da je tudi eden od postulatov, kakršnega bolj bojevanja, ne samo v vsepo je, do bojevanja ne more priti, če nisva v pravi razdalji. Če bi imel meč odvzel in bi se jaz umaknil, ali pa če bi videl, da je on mnogo umaknil, bi jaz pričinil napad s tem, da gre v stran, resetiramo vse skupaj dogajanje. Zato, ker pač drug drugemu izven dosega. To je zelo varno, jasno, da je. Ampak na neki točki se treba sprijazniti s tem, da se dogajanje dogaja na razdalji, ki bi določa orožje. In ta tehnika nekako pomeni. Ampak ta tehnika je lepa istočnica za to, kjer pride še psihologija malo zraven. Človek, ki v takem oklepu pride na pred drugega človeka, je verjetno predvsem motiviran človek. Motiviran je predvsem za eno, da bo lahko odšel stran, cel. Če to pomeni, da bo zaradi tega moral tale odležati, se bo to pač zgodilo. To je zelo visoka motivacija. In tukaj psihologija zelo močno dela. To je nekaj, kar pa jaz tega v življenju nisem sproval, nisem se bojeval zares v oklepu ali kakorkoli drugače, ampak mislim, da toliko virov imamo na razpolago, da nam ta koncept dajo, tudi iz kjerkoli obdobja, ne sem tudi. Kaj se bo zgodilo to, da bova oba prijela drugega, na nasprotniku meč. Pač taka situacija je, da pride do te situacije. Kaj lahko naredim? Kaj bom zdaj naredil? Manipuliral bom njegovo levo roko. Kako pa to naredim? Tako da dve roki sta močnejši od ene roke. Sploh, če temu pomagajo še moji boki. To je pa čista potem anatomija in motorika. Spustim njegov meč, se nastavim, dejansko moj svoj oklepljeni hrbet, nastavim, primem svoj meč in obračam roko, ki on še drži, obračam navznoter, zvijemo zapestje, delujem pomoč in moja škonica se poravna z odprtino njegovim levi podpazom. In se ne zabavim. Če to narediva zvezno, še enkrat zvezno, on tudi, če proba kaj narediti, se ne bo ravno pričal. Kot bi rekli marinci, the risk was acceptable. Sicer pa, tukaj te lahko prosim natic, recimo pa, da imam nasprotnika, ki je pa še bolj kot Doberman, Rottweiler, oziroma tiste pasme psov, ki zaklenejo čelovskimi spustijo. Ne vem, vi morda bolj poznate te stvari, ampak imam nekaj takega nasprotnika, ki noče in noče spustiti mojega meča, je pa zelo močen. In enostavno mu jaz ne bi mogel roke tako lepo obračati. Bomo pa naredili drugače. Če jih ne moreš pririmiti, pa pogled si. Še enkrat narediva. Tukaj Matic bo priprijel moj meč, da ne bomo parkete rekli, začevan, bomo rekel, jaz odsukam
zagrabim za njegovo zapestje, spustim svoj meč, hvala na tic, in potem tukaj udarim komolcem na drugo stran, stopim čez in tukaj vir pravi zlomim v roko. Ne? Zdaj ne bomo lomili roka, ampak tudi tukaj lahko delujem s tem, da ga pritisnem na tla, da dejansko pade in se zabije. Hvala na tic. Ne, se pravi, tu je ta zadežnik. Obenem lahko pokažem, da tudi to je bilo povlečen in manipuliram čez svojo nogo. Zdaj grem pa na drugo stran. Jaz bom prav, recimo, bi želel zabadati v njegovo oko in me bo enkrat odvrnil na eno stran, pa bom jaz hotel biti hitrejši, pa me bo odvrnil na drugo stran. Zmeri tehnika dela, zmeri je percepcija taka, da je nasprotnik izkušen. Če ni izkušen, mu lahko tudi kamen naložim. Mislim, nima se smisla spravljati v nevarnost proti neizkušenim nasprotnikom. Tal Hofer, tisti, ki sem ga prej omenil, čiga ilustracija je v knjigi dr. Tomaža Lazarja, je celo rekel, da je eno najbolj nevarnih bojevanj z neizkušenim človekom, ker nikoli ne veš, kako neumnost bo naredil. Ti si lahko, imaš meč po vse, on se bo pa na te vrgel. Ker ne bo vedel, da ga lahko prepičiš, ti boš pa... Ne? Se pravi, napadem, odvrnem enkrat na eno stran, potem je na drugo stran. Ne? In tule in čez. Iz razumljivih razlogov ne bom udaril, ampak tole je kot z macolo, sem je noter v glavo, znak, on pade, hvala, in kar je naprej, zaključimo s čim pač moramo. Potem imamo pa tukaj eno stvar, razoroževanje. Ta je tudi zelo lušna, zakaj bi se to zgodilo? Mogoče je ni vsako bojevanje namenjeno temu, da nasprotnika ubijamo. Pravzaprav, če mi gledamo, je zelo veliko bojevanja, kjer nasprotnika nismo smeli ubiti ali pohabiti. Ampak kako pa smo pa končati? Nikak se boj mora končati. Ker če bi vse šlo samo na življenje in smrt, mislim, da to tudi imamo ne samo etične probleme, ki jih je srednji vek poln, pa potem prepovedi dvoboja, tako naprej, in omejevanje samega vojskovanja, ampak to se na demografiji prebivalstva zelo hitro lahko pozna, kar boste prebrali recimo vire iz Francije 17. stoletja in njihovih dvobojev, ki na koncu jih bo treba enostavno prepovedati, ker je šlo predaleč. Ker se na tisoče se sešteli. No, tukaj je pa tako razoroževanje. Oba so v spodnji preži in recimo, to je pač en lušen začetek, da se lepo vidi, in Aljaš me napada pač v odprtino, ki je moja glava, jaz napadam nazaj, zgrabim meč, včarim odskaj, zastupam. In zdaj tako, mislim, da je predvsej jasno, da mogoče bi bilo zanore, mislim, da je jasno, da ne raba sodnika, da reče, ok, končano je, in kdo je zmagal, preštemo meče. To je ena taka stvar. Je pa nekaj res. Kako se je to naredilo? Fizika bova zelo počasi, pa zelo blizu delala, pa malo opazujte uporabo oklepljene podlakti in ročaja z branikom. Jaz tukaj preklinem samo to, da za trenutek dobim tle mirno pozicijo meča, da se meč ne premika. Samo to. Potem tule grem spodaj, prizdignem njegove roke in tukaj le kavljam, svoje mečem kavljam. In dobim tako zvok, da ko boke obrnem, enostavno njegova zapestja niso močnejša od mojih bokov. In v tej proporcu samo obrnem boke v koraku in njegov meč gre iz rok. Ne more to držati. Če tega ne naredimo v dobrem sosledju, ali pa če to je prepočasi, ali pa ni stvar hitrosti, ampak če tempo ni prav, to je boljši izraz. Hitrost je tle zelo vrljiv izraz. Potem sem ga znovan. In to se recimo zdaj zgodi, če naredim napako, Aljaš napade. Bil sem prepočasi, Aljaš je dvignil glavič, preusmeril prežo in zdaj s celim telesom deluje na moje zapestje. Nimam možnosti ga zadržati in ker mi je takoj izmaknilo ravnotežje, se tudi omakniti ne moram. To je to. Nimam možnosti delovanja. Tudi če bi to delal, pa tudi nimam, jaz sem tukaj zelo dobro. In moji možgani ne delujejo, zdaj ne iščejo rešitev, kje ga bom napadal.
Aha, tako imamo pa še uporaba roščaja. Prepovedani udarci. V marsikaterem viru bomo najdel seznam prepovedanih udarcev in to so tudi mordšlagen. To je pa udarec pod skladivom. Če s tem udarim, je poškodba verjetno jasna. Kako pa pride do takih situacij? Recimo, jaz sem v visoki preži, Aljaž mi pa enostavno odmakne zelo močno, mi odmakne konico stran iz linije. Potegnem in ko on pade, ker to potegnem tako, on naredi špago in potem iz tega jaz potem še naredil. Ni pa treba dveh udarcev, ali ga ni ga treba niti na tla spravljati, recimo, da delujem pa na njegovo roko, sem pa v spodnji, pa enako naredi, odmakneš in jaz z mordšlagom točem po zapestju, polomim zapestje in to je praktično tudi slika. No, s tem sva pokazala približno uporabo, to je en aspekt uporabe. Kot rečeno, bodenje s preprijetim mečem, oziroma uporaba preprijetega meča je pri oklepu en temeljni način, kot se pa vidi, ni pa edini. Ampak v našem omejenem času je mogoče to bilo nekaj, kar so želela izpostaviti, sploh zato, ker ni ravno filmsko, ne? Filmi so malo bolj v teh širokih lomljenih. To sem pri prejšnji skupini tudi izpostavil. Filmsko gledališče oziroma scensko bojevanje ni namenjeno prikazovanju veščine bojevanja, ampak podpira zgodbo oziroma podpira osebe. Tako kot vožnja z avtom, se na filmu vozi avto in se voznik zelo dolgo časa pogovarja s sopotnikom. Mislim, da v resničnem življenju, kdo bi se tako probal voziti, se ne bi dolgo vozil na svojo, ne samo na svojo žalost, ampak vseh udeleženih v prometu. Ampak vsi vemo, da se tako ne vozi, ampak nas ne moti. Ravno tako je pri bojevanju. Bojevanje je filmsko narejeno zato, da izpostavlja značilnosti tiste osebe, ki jo prikazuje in nekako s tem dodaja zgodbe. In so pač izbrali tak način. Okay. Zdaj pa pridemo do tega, iz ulice, preko meča, pridemo pa do bodala. Tukaj imamo rondel, replika zelo tipičnega bodala za boj v oklepu, no tudi izven, to je jako tipično srednjeveško bodalo, namenjeno dejansko cepiti, to je dejansko za zabadanje, prebadanje. Jaz sem pa tukaj izbral za demonstracijo, ker je pa bolj široko rezilo, tepen list, pa se mogoče upam, da celo boljše vidi. Tako nekako. To je pa 16. stoletja, da uporabljam za boj meča in bodala, ampak upam, da za demonstracijo danes pač ta en anakronizem pride skozi. Ja, pri bodalu je tako. Ta sulica na najdaljši razdalji je bodala na najkrajši razdalji. In to je zelo nevarno. Tukaj me lahko tolče, dejansko se tudi vrcamo, ko je treba nekoga spraviti iz ravnoteže tudi, in tako naprej, se tudi dobimo kakšne druge stvari. Sploh si pa lahko predstavljate, kakšen indikator je to, če človek s spuščenim vizirjem, z omejenim vidnim poljem, še zmeraj uspešno deluje na taki razdalji, veste, da gre za enega zelo izkušenega človeka. Gre za pripadnike, rečemo temu družbenega razreda, čigar fokus je urjenje v bojevanju. To so dejansko, ne zaradi jekla, ki ga nosijo, ampak zaradi načina in veščine, kako to uporabljati, zato so to res v špici bojevanja. In zato se to ni dalo naučiti oklep gor dati in se malo naučiti tako sezonsko. Temu se je posvetilo dejansko življenje. In zelo dolga leta in zelo tako. En res razvoj in geneza enega oklepljenega bojevnika, kar je pa tudi normalno. Se tudi v modernih vojskah, tiste pač najbolj vešče tudi treba najdlje uriti, ne glede na to, kako fajn orožje imajo, kaj moraš nekam poslati. Pravo orodje, ja, pravo orodje v pravih rokah. No in evo, to sem tudi hotel izpostaviti. Skratka, tule
je pa, imamo samo nekaj tehnik, ker se že res bližamo koncu predstavitve, je, kako bo Aljaž zaradi uporabil moj oklep, konkretno manšeto, jekleno manšeto, to je zato, ker pač zato si to upam narediti, ker je to jeklo in mi ščiti, ampak ni upogljivo, tako je, kako je. In bo uporabil rob moje manšete, da mi bo zdrobil kosti v dlani nosilne roke. Ne rabi več. In to bo zadost, da prekine dejansko zbojevanje. Ne? Če pa je še jezen, bo pa še nadaljeval z brcami in ne vem, ampak upam, da ne. To bo naredil tako, da bom jaz, naredila en krog čisto demonstrativno, da spet poudarim. To, kar midva kaževa, je samo izsek bojevanja, da smo v liniji, zato da vi vidite. Bojevanje ni nikoli tako športno zabljanje, en proti drugim liniji, ampak se zmeri iščejo, da bi se probala. Zmeri se igrati na to, da se najde luknje, da se nasprotnika v gibanje spravi, ki se ne more preusmeriti. No in tudi tako, jaz iz visoke preže pač napadam v oči, Aljaž bo pa moj napad ustavil, preprijel svoje bodalo, naslonil mojo dlan na mojo manšeto in polomil kosti. Ne polomil kosti. To sem jim in kad on vleče dol, tudi spušča in jaz ne morem drugega kot spuščati se, verjetno na vse 4, ker enostavno to dela, ne? To in vleče in tukaj se to zgodi, ne? Druga tehnika je, meni so kosti spet zrasle, je pa to, da bom pa jaz mogoče rad uporabil spet komolc za eno tako lušno tarčo. In dejstvo, da sem uklepljen. Ko Aljaž napada iz visokega stava, ker sem uklepil, sem si to privoščil. Jaz sem dejansko njegov napad prestregel, pač pa še enkrat zelo počasi ga komentiram zraven, ko je bil razdalji. Sem šel noter v razdaljo, naredil sem zid svoje roko, kot bi on šel potem, nisem ga niti ustavljal, samo zid je šel mimo in tu sem njegovo roko ujel in jo prižel nase. Ker sem v oklepu, me ne zanima, me ne boli. Njegovo bodalo je za mano in mi ne grozi. Tukaj lepa imam eno tarčo, ki je zelo dobra. Zakaj nisem šel druge tarče izbirati? Zato, ker če naredim to, je najkrajše, hkrati imam pa tukaj ščit, če bi on hotel za ušesa več. In je to to. Jaz sem varen in on ni. Tako, potem imamo zaboz človeka z njegovim lastnim bodalom. To je spet manipulacija sklepov njegove roke in uporaba moje mase, in ko sem uklepal, sem lahko malo lokomotiva. On bo spet napad, to se zmeri dela, ko nasprotnik napada, ko je nasprotnik v napadalnem tempu. Zakaj? Giba se, ima že gibalni vektor opredeljen in zelo teže ga, kako bi rekel, da mi pomagam, pač ravnoteže se premika. Ne stoji, ni stabilen, nekam se je usmeril, nekam gre. In meni je lažje potem nekako okrog njega, kot pa če stoji in se otoplje in je v bunkerju. To je zdaj malo težje. No, skratka. Aljaž napada, in to preusmerim in se samo naslonim noter, konica gre pa pod tam noter. Med ramensko ploščo in med prsno ploščo. Kot vidite pa ne, z njegovo roko se dogaja pa to. In potem se samo naslonim gor. In potem imamo pa še eno, pa se dela zamenja zato, ker so zamenja te strani, ki je pa spet, gre samo za prenos iz ene strani na drugo stran in mu jemljem ravnotežje, pri tem pa nekako si pomagam s tem, da ga zabadam v
hrbtni del ramena. Se pravi, ne samo, da ga vržim z ravnotežjem, ampak mu nekako še dam vedeti, da je mogoče konc, če mogoče fajn, če končamo. Spet, pomagal si bom s tem, da imam okrepljeno roko. Tukaj le, moram reči, pravilna tehnika bi moral zbrati tako, da mečem čez svojo nogo, da ga mečem, samo malo se zravnaj, prosim, zdaj bom pa tjale, da ga mečem tja, ker je to, da bom dejansko bi ga spustil. Samo midva zaradi demonstracije tega ne počneva, ker jaz ne moram zadrževati njega in še oklep. In ga ne želim spustiti. Pač merce naredi svoje. In je to. Tako da, evo ga, to je zdaj, če še enkrat pozamem tisto, kar je bil današnji namen, malo nekako pokazati tisto, kar v knjigi piše. Spet podarjam, da je to ena monumentalna knjiga, naredila veliko premika in razširila res obzorja in lepa pot se kaže za nadaljne raziskovanje. In v praksi ene aspekti izgledajo tako. Upam, da vam to malo tudi pove, kakšna je motivacija pri boju v oklepu. Motivacija govorim v bojnem smislu. Kaj bi človek delal, kako bi človek delal v kontekstu dvoboja, ki pač, kot rečeno, je drugačen od bitke, je drugačen od sodnega dvoboja, ki ima svoja pravila, skratka, tako kot šport danes. Imamo karate tradicionalni, imamo karate športni, imamo tak in drugačen, nekaj podobnega je bilo takrat. In jasno, kot da gre pa za res, pa gre za res. In skratka, hvala lepa za vaš čas, za vašo pozornost. Lep vikend.